Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ne moremo si privoščiti, da bi trgovine odprli prej kot šole, pravi vodja strokovne posvetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, dr. Bojana Beović. No, ravnokar smo si. Tako da se postavlja vprašanje, zakaj ima vlada strokovno posvetovalno skupino, če je ne upošteva? Vi pa gledate 43. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali 500. jubilejni Faktor. Oddaja Faktor danes praznuje visok jubilej. Naša oddaja je, to se boste verjetno strinjali, drage gledalke, spoštovani gledalci, unikum v slovenskem medijskem prostoru. Mi namreč govorimo o tem, česar si drugi še misliti ne upajo. Kako je oddaja Faktor nastala in zakaj je preživela do 500. oddaje, nam bosta povedala naš posebni gost Vladimir Vodušek in moj voditeljski kolega Bojan Požar. Dobrodošla. Zdaj, Vlado, ti imaš, če sem pravilno preštel, 32 let novinarske kariere, ne? Ja, res je, leta 1988 sem začel kot pripravnik in seveda problem je samo to, ko gledam teh 32 let nazaj, da sem verjetno plačal največjo ceno v slovenski politiki oziroma v slovenskem novinarstvu zaradi te svoje pozicije in svoje neodvisnosti. In seveda se zahvaljujem za povabilo v nocojšnjo oddajo. Imel sem sicer več razlogov, da ne bi šel, ampak en razlog je bil pa ta, da sem se vseeno udeležil, in to je to, da vem, kaj pomeni delati 500 oddaj, ker sem sam pač delal tudi oddajo Vroči stol od leta 2007 do 2018 nekje in mislim, da približno isto število vročih stolov sem naredil in vem, kako težko je doseči tako številko, ne. Ja, zdaj, marsikaj si dal skozi, kot si že sam rekel, v tej svoji karieri, bomo se še kasneje tega dotaknili, ampak če se pravilno spomnim, fizično so pa samo dvakrat obračunali s tabo, ne, v karieri. Enkrat na začetku kariere, mislim, da leta 89, pa zdaj pred kratkim na teh nasilnih demonstracijah v četrtek, tisti zelo glasni četrtek v Ljubljani, ne. To je res, ne, nisem si predstavljal, da lahko, da bom še kdaj po letu 89, ko smo bili na Kosovem polju, ker smo bili napadeni kot ekipa RTV Slovenije takrat, seveda, ker so si pač, takrat je bil prepovedan ta miting Resnica v Ljubljani in mislim, da je bil Lipušček takrat urednik in je rekel, da pač ne gremo pogledati, kaj delajo na Kosovem polju, da preverimo pač vzdušje med temi, ki bi morali iti v Ljubljano. Zdaj, ljudje so bili seveda tam pripravljeni, so imeli pečene stvari za sabo, za vlak, in so bili zelo slabe volje. In ko so nas dobili, so pač, seveda smo jih fasali. Vi ste plačali ceno v bistvu za to, Mi smo plačali ceno te prepovedi mitinga Resnice v Ljubljani. In nisem si mislil, da bom kdaj v novinarski karieri, mislim, vse sem že dal skozi sam, da bom še kdaj jih fasal zaradi novinarskega dela. In zadnjič, ko smo pač enostavno snemali to dogajanje, ne, ko se je policija odločila, da bo spraznila trg, ne, se poznata v bistvu verjetno dogajanje pred tem, se je začel ta umik v temo, ne, in jaz sem najprv dobil en udarec v hrbet in pač, dobro, okej, ne, v bistvu nekdo me je udaril od zadaj. Potem pa sem zagledal enega fanta bi rekel, prekrit je bil z nekim šalom in z neko bundo in spomnim se ga predvsem potem, da je imel neke hlače, ne vem, kako se imenujejo te, ki so malo podaljšane med nogami in se je z enih 10 metrov, to sem videl, da se je zaletel v mene in jaz sem se je s vso močjo zaletel v mene in potem sem jaz pač reševal kamero predvsem, ne, ker bi mi razbil kamero in potem sem si pač udaril na laht pa dobil pač to poškodbo na nogo. Ampak predvsem je bil problem, ker je za nekaj časa padel stream. In potem, ko sem se pomikal naprej, to je bil drugi napad, ne, ker prvi je bil na tega enega snemalca, ki je pač volonterski snemalec in je
mislim, včasih mi je pomagal z razsvetljavo pa s temi zadevami, njega so pač podrli tam in potem so šel naprej tja proti Drami in tam sem videl, da je nekdo rekel, da so policaja pretepli, ne, ker pač ima čelado, da so dobili enega policaja tam noter v grmovju in da je pretepen eden od njihovih in da naj mu pomagajo, ampak potem se je pokazalo, da je imel fotograf Živulović to čelado in ne vem, a so ga zamenjali ali Za policista, kaj se, ja. To je v bistvu. Ampak Vlado pa niso mogli zamenjati za policista, ne? Je pa na nek način pač dokaz njegove profesionalnosti to, da kot je rekel, je najprej reševal kamero. Zdaj, če gledamo naše mlajše kolege, današnje vprašanje, kdo bi recimo v takem primeru reševal kamero, ne pa sebe, ne? Ja, saj to, kar se zdaj dogaja Vlado, to je v principu zelo, ne, zdaj lahko se malo nekateri mogoče ob tem malo nasmihajo, pa mogoče so celo malo privošljivi in tako dalje, ampak to je v bistvu zelo tragično, ne. Zdaj predvsem zaradi tega, ker pač Vlado dela neke vrste ta hud terenski posel, v bistvu je na licu mesta med temi dogodki. Zdaj vprašanje, Aljoša, veš, kaj bi se z nama dvema zgodilo, če bi bila recimo midva tam, ne, Ja. pa bi midva te stvari od blizu snemala, ne, ker delava nekako bolj studijsko pa kabinetno pa tako dalje. Tako da ta posel, ki ga zdaj trenutno dela Vlada, je z tega vidika ne samo, da je težek, pa kako bi rekli po domače rečeno zajeban, ne, zdaj je postal tudi v tej situaciji Nevaren, tudi zelo fizično nevaren. Ja, jaz sem nekako se imam pač te izkušnje, ne, in se mi zdi to pomembno, da pač snemamo dogodke na terenu in da si ljudje lahko nekako v integralo pogledajo dogajanje. Ker to se mi je vedno zdelo, vedno je bil ta problem, ko sem bil na teh velikih televizijah, ne, ker so pač snemalci posneli neko minuto na začetku, pa neme kadre, pa potem mogoče izjavo, ne, da ni bilo treba snemati dogodkov. In potem meni se zdi to, v bistvu pač mogoče delamo neko delo, ki je Sizifovo, oziroma ki bi ga morala, po mojem, nacionalka delati. Oni bi morali vse dogodke posneti v integralo in možnost dati ljudem, da si nekje to pogledajo. Ne pa, da si ti obsojen zvečer na 30 sekund, 20 sekund in sploh nimaš nekega pregleda. To je ena stvar. Druga stvar je pa to, da sem pri teh starejših novinarjih opazil dostikrat, da so pač v nekem obdobju svojega življenja začeli pač komentirati stvari pisati komentarje, komentirati stvari iz oddaljave, ne, oddaleč, ne, in tu hitro zapadeš v neko ponavljanje in zato se mi je zdelo pomembno, sem rekel, jaz tega ne bom ponavljal, jaz bom rajši, v bistvu, dokler se bo dalo, dokler bom lahko, bom poskušal si neko svojo sliko ustvariti na terenu in delati na terenu in biti v stiku z objekti, predmetom, v bistvu bi rekel. Ja, meni se to zdi ful neka tržna niša, ne, to, kar je pa za Vlado rekel ti posnetki, ne, zdaj, vzeti si moraš čas pa jih pogledati, no, ampak so zelo zanimive stvari, ne, Ja. drugače si reč, ne, to, kar pravi Vlado, drži, drugače si pač obsojen na 30 sekund, ki ti jih pač pripravi Suzana Perman po svojem okusu, ne, ampak če zdaj recimo Vlado takrat ne bi snemal tiste predstavitve knjige Igorja Omerze, ne, potem recimo ne bi prišla ven tista afera z Zmagom Jelinčičem, To moram pa še velike takih stvari. Še kakšno drugo bi se lahko Hvala, spomnil, ja. da si me Vlado, povej, zakaj je šlo izhodišče, to? ne. Kaj je bilo? Z Igorjem se poznava pač in smo se zjutraj srečali nekje v Zupančičevi jami in rekel, danes imam predstavitev knjige, boš prišel posnet, sem rekel, ne vem, ker so protesti tisti dan, dvojni protesti so bili napovedali, proslava, dvojni protesti in seveda jaz sem šel pač, sem si vzel vseeno tisti čas, ne, to je bilo ob 7, to je bilo pa ob 6 je bila ta predstavitev in sem rekel Igorju in Igor Bavčar je tam sedel, Zmago Jelinčič, sem rekel, dajmo, kje boste začeli, kje to posnamemo, ne? Dajmo čim prej začeti, je rekel, kar tu bomo, daj mikrofon in jaz sem dal mikrofon gor in sem začel snemati, ne, pač sem še malo nemih kadrov snemal. Jaz sem naključni junak te zgodbe, jaz sploh nisem vedel, kaj se oni pogovarjajo, niti nisem slišal, niti Nisi v nič, živo ne. poslušal to, ne Nisem si v vedel, živo kaj je poslušal Jelinčič in potem, razlaga. potem so to posneli, dali na YouTube in sem šel na Štajersko in mene ni bilo takrat 2 dni in nedeljo zvečer me kličejo in pravijo, kaj si Zmago Jelinčiču naredil? Jaz ne vem, jaz z Zmagom Jelinčičem, ne vem, jaz sem ga videl zadnjič, pa je šel po 5 minutah, drugače pa jaz dobenega intervjuja z njim nisem delal in ne poznam. In potem nekako nisem mogel dojeti sploh,
v čem je problem v nedeljo zvečer, ponedeljek, potem so me pa začeli klicati, da je pač Zlatko menda uporabil pač ta posnetek na Facebooku, da so se nekaj pogovarjali in šele takrat sem jaz vedel, da je sploh kakršnakoli zadeva, ne. Tako da ni bilo to neko tajno snemanje, namerno snemanje, bilo je posledica tega, da sem jaz prišel tja, pol se je Igor sicer prestavil na drugo lokacijo, ampak jaz sem to v integralu, niti nisem imel časa. Poslušal sem in napisal članek, kaj se je dogajalo, nisem pa na licu mesta, nisem pa poslušal nemih kadrov. Mislim, kaj so se pogovarjali oni. Zato je... Povej še eno anekdoto, zdaj okoli teh posnetkov. Vlado se bo verjetno spomnil, kako je enkrat posnel za kamero aretacijo oziroma pač preiskavo Ivana Zidarja. Vlado, se spomniš, ne? Tega se spomnim. Ampak ta zgodba je bila približno tako, no. Jaz sem bil v Mariboru in je poklical en kolega iz menedžerskih krogov in mi je rekel, da je dobil informacijo, da bodo aretirali Ivana Zidarja, ne? Jaz pol nisem vedel, kaj s tem narediti, ker sem mi pač zaradi tega, jaz nimam kaj s tem početi, ne bi šel v Ljubljano zaradi tega in sem poklical Petra Frankla in sem mislil, da bo mogoče njega zanimalo. On je bil takrat odborni urednik financ, pa je neki muto... Celo tam nekje je stanoval, mislim. Nekaj se je motovilo, da pač ne vem, kaj bi to in ono. Skratka, ni hotel tega iti narediti in potem sem poklical Vladota in Vlado je šel narediti ta posnetek. Ampak zgodba je bila potem preverjena po Mladini, ki je pisal, da je Vlado dobil informacijo od Barbare Brezigar, ne, ki je bila takrat državna tožilka na podlagi ukaza Janeza Janše, no, tako približno te stvari izgledajo. Dosti je teh zgodb. Jaz sem bil pa tudi na morju nekje takrat, ko si ti me poklical in potem sem jaz, seveda takrat sem bil na nacionalki in sem snemalcu rekel, naj gre naprej že posnet in ko smo prišli ta, je bil Ivan Zidar z policijo. No, pač, Peter Frank je bil odgovorni urednik financ, pa se mu to ni ljubil delati, ne? Vlado je pa šel posnet, To je bilo res, bi rekel, ekskluziva, no, v bistvu, ki je pač pomembno novinarstvo takrat, ko smo to posneli in bil je šok in pač šlo se je takrat za zgodbo gospoda Penka. Je pa s tem povezana še ena druga zgodba, mislim, ne neposredno, ampak posredno. Jaz sem takrat bil na nacionalki in sem delal Vroči stol, ne, na temo korupcije in sem povabil Penka, pa gospoda Matosa, pa mislim, da še enih par, ne vem, Drago Kos, pa te pač, ki so bili ali šefi protikorupcijske komisije. In seveda jaz Barbari Brezigar nikoli nisem govoril, kdo bo še gost zraven. Mislim, ne, to se mi je zdelo tako, da moram zdaj, pač, če si pripravljen priti v neko oddajo, potem si pripravljen, mislim, da je vseeno. Vlado, se ti upravičujem, da povečamo suspens, moramo iti na oglase, ampak ne nam iti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj se je dogajalo na Vročem stolu in pa seveda komentiranjem 500. jubilejne oddaje Faktor. Ostanite. Došli nazaj. Z nami sta še vedno Vladimir Vodušek in Bojan Požar, pogovarjamo pa se o jubilejni 500. oddaji Faktor. Vlado, predno smo šli na oglase, smo ravno dramaturško končali tam, kjer si želel razložiti, kako je bilo s tistim Vročim stolom, oddajo, ki se je vodil na nacionalni televiziji, tik po aretaciji Zidarja in Boštjana Penka, če sem te prav razumel. Ne, to je bilo pred mislim, da je bilo, nisem 100%, ampak mislim, da je bilo to pred aretacijo. Jaz nisem vedel, da je Boštjan Penko, ki je bil pol tudi moj odvetnik v preiskavi, ne, in Barbara Brezigar pa ni vedela, da bo Boštjan Penko noter. Se pravi, in je prišla v oddajo s preiskovancem. In je šla tudi in vzela in pod roko odpeljala takrat šefa kriminalistične policije Jevška. In jaz sem stal sam v oddaji in vedel sem, da je to zadnji Vroči stol na RTV-ju. Bil je res zadnji, ampak problem je bil to, da takrat, ko sem prestopil iz Pop TV-ja, nisem podpisal pogodbe o zaposlitvi in sem potem takrat pač seveda ostal brez. Ampak to ni edina ceno, hočem reči, da ceno tega nekega neodvisnega novinarstva oziroma te svojega, bi rekel, svoje glavosti sem plačal še pol večkrat in jo še plačujem. Tudi ta zadeva z leta 2012, ki še traja,
in ker ni dobenih dokazov o kakršnemkoli izsiljevanju, ampak sodišče oziroma tožilstvo očitno ne odstopa od pregona, čeprav ne morejo tega dokazati. Ja, bomo še prišli nazaj k temu, ampak Bojan, ti imaš pa mislim, da 1 leto krajšo novinarsko kariero, ne, če smem tako reči, 31-letno od Vladota. 1 leto mlajši novinar. Eno leto mlajši novinar si od Vladota, ja. Vlado smo rekli v prvem delu oddaje, praktično vse snema v živo, ampak tega zadnjega zelo glasnega zdaj že, ne, kongresa Desusa mu pa niso pustili od znotraj v živo snemati, tako da smo bili potem odvisni od informacij, ki si jih ti dajal v javnost. Takrat si verjetno še nismo mislili, ali pa si ti mogoče že mislil, da bo tako močno počel med Erjavcem pa med poslansko skupino, kot je zdaj počelo, kot vidimo. Ne, jaz se nisem to mislil, ampak tudi nisem si mislil, da bo recimo Šarec takrat januarja odstopil. Ampak te stvari se potem pač zgodijo. Ampak mnogo je pa nenavadno, zato ker so me relativno hitro začeli klicati tisti poslanci, ki so sicer zelo, kako bi rekel, navijali ali pa forsirali Karla Erjavca, hočem reči poslanci iz Desusa. Takrat sem videl, da se nekaj dogaja, ampak to se je hitro pokazalo takrat v ponedeljek, ko je bila pač tisti prvi pogovor Erjavca z poslansko skupino. Zdaj zame recimo kot novinarja je pač velika uganka, kdaj je v bistvu padel ta dogovor o tem, kako bo Karl Erjavec recimo deloval po kongresu, če bo zmagal. Kdaj je v bistvu padla odločitev o tem. Eni govorijo, da že recimo konec avgusta, da že takrat so se stvari peljale. Zanimiva je recimo teza, da je pravzaprav J.P. Damjan, Jože Damjan, bil samo neka vaba, za javnost, za to, da se bo v principu potem zadnji hip umaknil Karlu Erjavcu, ampak nihče pa očitno ni računal, da bodo take težave z poslansko skupino, oziroma da bo ta poslanska skupina začela, bral sem danes dober komentar Roka Čakša na spletnem portalu Domovina, da bo začela v bistvu trezno in razumsko razmišljati, in zdaj je pač zgodba tukaj, ki je, in jaz mislim, da če se ne zgodi nek čudež, da recimo Erjavec res postane predsednik vlade, potem je recimo za njega res bož, da gre preprosto, oziroma ne bo imel druge možnosti, kot to, da gre preprosto nazaj v pokoj. Ampak, ko smo se pogovarjali pred oddajo, ste mi oba nekako rekli, da verjamete, da se bo zgodilo to, kar si ti tudi danes napisal v članku Bojan na Požar Reportu, namreč, da bo vložen predlog konstruktivne nezaupnice, ne sicer pač vseh poslanskih skupin oziroma strank, ampak samo 10 poslancev. Kdo po vajnem mnenju bo tako, bi rekel, nepreviden ali pa pogumen, če hočete, da bi se podpisal kot mandatar bodoči pod tak predlog? Ker vemo, konstruktivna nezaupnica je lahko vložena samo, če imaš že ime novega mandatarja. Zdaj, po zadnjih informacijah danes, ko sem bil v parlamentu, je res, da bo opozicija pač ne glede na to, ali bo imela teh 46 glasov potrjenih ali ne, vložila konstruktivno nezaupnico menda pred novim letom. Zdaj, Karl Erjavec je še vedno zelo zagret za to, da pač gre on na glasovanje. Me pa situacija spominja na nek način na leto 1992, ko so rušili Lojzeta Peterleta, tudi takrat je v bistvu bil prvi poskus z Igorjem Bavčarjem neuspešen, pa potem z Marko Voljčom, pa potem tretji poskus šele z Drnovškom je bil uspešen. Sam mogoče za Bojana, če lahko, sicer nisem v vlogi voditelja. Ja, izvoli. Tudi ti lahko postavljaš vprašanje. Malo me šokira to dogajanje v Desusu, stališča. Mislim, to je konc, ta poslanska skupina je postala tako kot neko, bi rekel, kot da se je odtujila od vsega in se sama vodi, v bistvu. Zdaj, mislim, ne rabi več predsednika, to se pravi, Pivčeva ni bila v redu, Erjavec ni v redu. Samostojna je postala. Samostojna, v bistvu kot nek oddelek. Samostojna in neodvisna, ja. Malim to, malim koristi, ta v bistvu, kako bi rekel, tale zakonski status poslanca, ustavni status poslanca, kakoli pač hočete. Res to je pač, si izvoljen, si neodvisen od vsega in pač se greš, kar se pač lahko greš. Najbolj me recimo tukaj zelo me preseneča Franc Jurša, ta njegova drža.
Tako da, ne vem, ampak zdaj pa teh poslancih Desusa je tako, ne, mi danes lahko končamo oddajo, pa pridemo domov, pa se ob 20:30 že zgodi čisto posebno neka druga, neko drugo njihovo stališče. Tukaj, bom rekel, 100% ni mogoče nič predvideti, ne. Edino, kar pač imamo občutek, je to, da so se odločili preprosto, da bodo ostajali do konca, to imam feeling, ne, ker oni tudi nekako ne morejo dobiti dobenega 100% obljube zagotovila, ne morejo dobiti, da se koalicija, ki bi jo vodil Erjavec, pa Šarec, pa Fajonova, Mesec, pa Lidija Mirnik, pa Franci Kek, pa Slavko Bobovnik, ne vem, da bo obstala do konca, to ne morejo, tega zagotovila ne morejo, lahko ga imajo samo tukaj. In mislim, da se zdaj pa dosti resno odpira neka opcija teh dveh liberalnih, mislim, pod narekovaji liberalnih strank, se pravi ta opcija združitve, bodoče združitve, ne, potencialne SMC-ja in pa Desusa, ker bi obema tema strankama dala bistveno večje možnosti, da dobijo 4% na naslednjih volitvah in pridejo v parlament. Ne. Ja, to sta se začela. To se mi zdi tako nekako, bom rekel, dosti resna stvar, ampak tukaj pa vidim, glede na način, kako bo to potekalo, vidim, da so Erjavca že praktično izločili iz teh uvodnih pogajanj. Sam to zgodbo o morebitnem skupnem nastopu sta začela že Erjavec pa Počivalšek, takrat še pred zamenjavo, to je bilo pred kongresom v tistem, sta tudi javne izjave dala o tem, da bi začeli sodelovati, da bi se združili, pol je prišla pač ta drugačna. Ja, sej to me zanima, ne, če bi se že združevali, ne, SMC pa Desus, potem bi bilo nekako bolj normalno, no, vsaj tako smo se mi učili politike včasih, da bi pač Zdravko Počivalšek bil ta skupni kandidat, ne, ker ima vendarle dvakrat več poslancev od Karla Erjavca. Jaz mislim, da se bo še ta teden marsikaj dogajalo, tudi z Zdravkom Počivalškom, tudi, mislim, ni za izključiti, na koncu ne vemo, kaj bodo poslanci SMC-ja naredili, kaj se bo še ta teden dogajalo, menda da naj bi ta teden prišlo poročilo ven, špekulira se v marsičem, tako da v bistvu je nihče praktično nima nekega dokončnega scenarija, tako kot je Bojan prej rekel. Je pa ena stvar... Mislim, ti govoriš o poročilu Računskega sodišča, ne? Ja, poročilu Računskega sodišča. Je pa ena stvar, mislim, zanimivo je v tem kontekstu, kar je predsednik vlade Janez Janša rekel že nekaj časa nazaj, da da Nobelovo nagrado tistemu, da si zasluži Nobelovo nagrado tisti, ki bo zbral 46 glasov, torej to se pravi, da je moral nekaj vedeti, kar mi mogoče zdaj v tem trenutku ne vemo. Ja, ali pa je videl realnost, ne, sej še tudi, če smo čisto iskreni, tudi vlada oziroma tudi Janša že težko zbere 46 glasov, ne, recimo pri ustavnih sodnikih pa pri viceguvernerjih mu to več niti ne uspeva, ne. Je pa še... Ampak je bilo zanimivo, no, zdaj, to sicer, ampak to je nek drug, po mojem, to so čisto neke druge večine, ki se potem spostavljajo. Sej so, ampak zmeraj je ista cifra, ne, 46 je tista cifra, ki to združuje. Ampak to hočem reči, ne, recimo, kar se mi je zdelo, tako rekel, zanimivo je to, da pač zdaj, ker je bila ta cela drama je bila v Desusu, ne, čeprav je bila v bistvu večja drama, kot so jo mediji skušali prikazati, ne, ker niso hoteli videti te drame, ampak to hočem reči, Janša je bil v Izraelu, ne, in vsaj nazven ni praktično niti trzno, ne. Nič ni komentiral. Nič ni komentiral, kada bi vedel ali pa da bi dvomil, da bi bil vdan v usodo, ne, to ni v njegovi naravi, ne. Tako da je očitno imel neke informacije, ne, zdaj odkot, kakšne, je pa seveda drugo vprašanje, ne. Verjetno v bistvu obstaja več teorij, ena je ta, da pač je ta strah, ne, pred tem, da bi eventualno povzročitev neke vladne krize ali pa glasovanje, da bi potem se na osnovi tega glasovanja ne bi oblikovala vlada in da bi prišlo do izrednih volitev, to je po mojem, ena razlaga tega. Pa to je zdaj tudi potem SD zadeva, ne? Ker tudi se SD bo padel v ta strahoten strah, oziroma je že padel, da bi bile predčasne volitve, ne? Druga stvar pa po mojem na vse strani se pogovarja in poskuša kupiti celo. V bistvu je problem tudi to prvič, da je tajno glasovanje, ne, pa da je dvakrat se glasuje, ne, se pravi tudi tisti, recimo, če bi bila izglasovana konstruktivna nezaupnica malo mandatarja, potem je treba še vlado potrditi, ne, imeli smo tudi primere že v slovenski politični zgodovini, ko vlade niso šle skozi, ne, spomnimo se leta pač po volitvah leta 96, ne, ta prva kombinacija Drnovška z takratno ZLSD in tako naprej ni šla skozi, ne, je padla za en glas in potem je prišla vlada LDS, SLS, ne. Jaz mislim, zdaj redko sicer se strinjam z predsednikom države Borutom Pahorjem, ampak zdaj, ko so bili ti dogodki ob 30-letnici podpisa tega sporazuma med strankami, se mi zdi pa, ne vem, da bi vendarle
morala politika v času te krize bi morala narediti nek kompromis oziroma nek premor med tem bojevanjem in se zmeniti mogoče, da to COVID krizo končajo in potem pač grejo ali na izredne volitve ali karkoli. Se mi zdi, ne vem, kje je konec tega. Mene malo skrbi, v bistvu jaz sem te scenarije dokončnih obračunov in konfliktov videl že takrat leta 1989 in sem propad ene države videl in mene, mislim, zdaj novinarsko seveda je to zanimivo in je dosti špekulacij, ampak če gledaš malo širše, se mi pa zdi, da ne vem, kje je konec tega, v bistvu, ne, če bo pač ta konflikt šel do absurda, v bistvu, ne, v Sloveniji. Bojan, božično premirje so imeli celo v prvi svetovni vojni na zahodni fronti, ne, zdaj ga predlaga Žiga Turk, ampak verjamemo mi trije v božično premirje? Ja, ne vem, jaz sem malo bolj tukaj, kako bi rekel, se strinjam s tem, kar pravi Vlado, no, da je pač treba mogoče gledati širšo sliko. Ne. Sam jaz sem tu nekako po teh zadevah gledam, recimo, predvsem z tega novinarskega vidika, ne, čisto, bom rekel, poklicnega vidika. In meni je pač to okej, če se stvari dogajajo tako, kot se dogajajo. Ne. Recimo zdaj ti dnevi, ki so pač minevali zdaj v povezavi s tem osvoboditvijo Erjavca, ne, to so bili blazno dobri članki na temo Erjavca, dogajanj v Desusu in tako dalje. In jaz v principu kot novinar si tega želim še bistveno več. Ne. Zdaj kot državljan je pa seveda neka druga zgodba, ampak jaz mislim, da zdaj ni situacija taka, da bi lahko kdorkoli, bom rekel, pomiril, božično pomiril ali pa celo za dlje časa pomiril dve politični opciji. Gledal sem zadnjič recimo Tarčo, ne. Malo pred Tarčo je Janša poslal tisti tweet, ne, dajmo nehati z zdrahami, premagamo COVID, pa se bomo potem dalje pogovarjali. Ampak je Matjaž Han takoj rekel, to je prepozno, 3 mesece prepozno, to bi se mogli prej pogovarjati. Skratka, po mojem nikjer ni volje, ne, prave volje, da bi sklenili neko tako premirje, ki ga je predlagal Žiga Turk, po katerem zdaj tukaj govori Vodušek. Mislim, to sem te hotel vprašati, Bojan, ker ti vendarle imaš tudi neko politično izkušnjo, ne? Kaj bi ti naredil, če bi bil predsednik stranke in bi te 3/4 poslancev to naredilo? Kako bi ti reagiral? 4/5, eden ti je pa že tako šel. Ja, ne vem, zdaj Vlado, to zdaj lahko da je bila to nek cinizem, ker jaz to vrstne politične izkušnje nimam, ker nisem bil niti sam poslanec, niti imel nobenega poslanca, kaj še, da bi imel 4, ne. Ampak ne vem, jaz pač gledam to malo bolj športnega vidika. Jaz se nikoli na tak način ne bi vračal v politiko, kot se vrnil Erjavec, ne. Jaz sem gledal že velike športnike, recimo Björn Borg, ki je mogoče celo najboljši tenisač vseh časov, ne. Zmagal je 6-krat zapored Wimbledon, pa se je poskušal vrniti, ne, na teren, potem, ko mu je zmanjkalo denarja čez 2-3 leta, 4 leta, pa je dobil 2 ali 3 geme od nekega povsem povprečnega igralca na turnirju. Tako da jaz, pri Erjavcu se je pokazalo, da je bila to neka nenavadna vrnitev, ne. Jaz ne vem, se je on vrnil sam po sebi, ker se je pač mogel vrniti, ali se je vrnil zaradi tega, kot bi pravil, ker mu je tako rekla žena, ali se je vrnil zaradi tega, ker so ga držali s kakšnimi fotografijami, ampak dejstvo je, da se je zdaj to svižil, ne, in da on, po mojem, v nekem momentu preprosto je bil naletel na zid poslancev in ni mogel sam sebi verjeti, tako da preprosto ne vem, kaj bi jaz naredil, tako kot Erjavec, recimo, po 100 letih politike ni vedel pravzaprav, kaj narediti, ne. In to zdaj, recimo, da on sili, ne, v neko glasovanje, ker nima nobenih garancij, da bo dobil 46 glasov, se mi zdi pa neverjetno. Jaz najprej mislil, da je bil glavni, da so bili ti ljudje, ki so pač prišli do Erjavca in ga prosili nazaj, da je bila to poslanska skupina Jurša in ti, ampak očitno to ni bila ta skupina, ki ga je na vsak način želela nazaj. Mislim, da so pa zgleda, da si tam vsi hitro premislijo, ne, Vlado v Desusu, ne. Vse isti ljudje, ki so, recimo, to sem tudi prebral na Twitterju, en zelo zanimiv opis, s čim se je v zadnjem letu ukvarjal Tomaž Gantar, ne. Najprej je postavljal Aleksandro Pivec, potem je odstavljal Aleksandro Pivec, potem je nastavljal Karla Erjavca, ne, se pravi, hitro si premišljajo ljudje v Desusu, se mi zdi, ne. Ja, in nobeden predsednik jim ni vredil, očitno, ja. Zdaj, Aleksandra Pivec jim ni bila dobra, Erjavc jim ni dober, jaz mislim, da bi Jurša, kaj praviš, Bojan, Jurša bi lahko prevzel stranko, ne, če bi hotel, recimo, če bi kandidiral na kongresu. Najlažje bi jo prevzel Gantar, ki je imel ta načrt, ali pa recimo, ja. Najlažje je, da Gantar je drugi, tretji po teh anketah najpopularnejši politik v državi. Jaz se zdaj čudim, zakaj, ne. Epidemijo imamo, nimamo vladne epidemije, on je minister za zdravje, neposredno odgovoren, ampak glej, pač Slovenci smo taki, kot smo. In on bi, recimo, če bi se tisti na njegov načrt posrečil, da bi šel na kongres z nekim amandmajem ljubljanskega Desusa in tam kandidiral, bi verjetno res premagal tudi Erjavca, ne, glede na to, ko vidimo, kako malo število glasov je dobil Erjavca, ampak
Desus je pač Desus, to je To je interesna res. stranka. Tam po mojem ni neke osnovne strankarske logike, ne, kot je v teh drugih etabliranih strankah. To je neko interesno združenje, ki ga zdaj pač obvladuje, kot je pa vladal gotovo tale politbiro teh poslancev. Ne. Je pa res, da seveda Erjavec... Pričemer je ta Polnar pa še sploh posebna zgodba. Ja, Ker pa ste Polnar, ki je v tisti svoji občini, ne, celo opozicija Desusu. Ne. Ja, Mislim, to ja. so neverjetne zgodbe. Ja, No, ne. ja. Ja, jaz mislim, to je res, da je Gantar, se je pričakovalo, da bo Gantar tisti, ki bo pač na koncu, da si bo premislil in da bo on šel, samo očitno je vedel, da se pripravlja na to funkcijo Erjavec in da je on, je pa res, mislim, Po nepotrebnem se je ustrašil Gantarja. Gantar se je po nepotrebnem ustrašil Erjavca. Je pa res, da Desus bo težko zdržal v tej vladi do konca. To smo vsi vedeli, ne? V bistvu, da bo oni neko akcijo speljali. Zdaj, kdaj bodo to speljali? A bo to zdaj? A bo to Ja, kakor imam jaz spomladi? A bo to izkušnje iz politike, ko sem še bil v vodenje politiki, Evropske zmerom je unije? najprej Karl Erjavec, moj ratalo dolgčas, v vsaki vladi, ne, v kateri je pač bil on z SD, je najprej zmerom njemu ratalo dolgčas. Zdaj se sicer vrača, verjetno tukaj neki prostora je, ne, saj 1,5 leta, pa še predsedovanje je mogoče, ampak vprašanje je, če bo Karl Erjavec sploh imel kakšno funkcijo. Rekel je, da v vlado ne gre, a pričakujete, da si bo tudi tukaj premislil, pa bo zdaj sprejel kakšno ministrsko mesto? Ne, Erjavec je že daleč nazaj, mislim, da po nekih intervjujih, mislim, da sem celo jaz z njim delal takrat še intervju, on je rekel, to je njegov master plan, on bi rad zaključil kariero z tem, da se ne samo vrne nazaj, ampak da bi bil predsednik vlade. Zdaj, seveda so pripravljeni sprejeti kogarkoli bi se zdaj ponudil kot tisti, ki bo rušil Janeza Janšo, ne. Tudi Erjavca bi sprejeli, oziroma kdorkoli bi bil pripravljen zbrati glasove. Mislim pa, da se bo vse dogajalo da se bo to dogajanje iz Desusa zdaj preselilo na SMC in da bo v prihodnjih dnevih in tednih, po mojem, predvsem Ampak to, kdorkoli, mislim, kako je to, kaj je kdorkoli, Kdorkoli, dokot seže ta Tudi kdorkoli? kdo od nas treh, po moje, ne? Ne vem, Mislim, Kaj kje je smo to mi kdorkoli? izključili? se špekulira se o novih kandidatih. Ja, jaz mislim, da ta scenarij, ki si ga ti Vlado napovedal, se pravi najprej Bavčar, pa Voljč, pa potem Drnovšek, ni toliko daleč od resnice, ker če bo zdaj konstruktivna nezaupnica vložena, pač smo lahko skoraj prepričani, da ne bo izglasovana in potem bo treba spet poskušati, če se hoče to neko histerijo, ne, to neko izredno stanje, ki ga opozicija zdaj ustvarja, če se ga hoče držati naprej do volitev ali pa vsaj do predsedovanja, ne, v upanju na rušenje vlade, vzdrževati, potem bo treba najti nove kandidate. Ne? Ja, časa pa ni dosti, ne, v bistvu jaz mislim, da zdaj še mogoče pred novim letom oziroma takoj po novem letu, Mesec, dva, ja. mesec, dva, potem pa je že prepozno za vse, prepozno je tudi za volitve, potem neki menda, da Janez Janša ima pripravljen tudi scenarij za volitve nekje spomladi, in govori se celo, da naj bi šel po zaupnico prej, ko bo šel na predsedovanje. Tako da časa ni dosti, če bojo, in da se bojo glavne stvari se bojo zgodile pred novim letom ali takoj po novem letu, ker potem ni več časa niti za volitve, niti za menjavo vlade. Jaz mislim, da Slovenija si ne bo privoščila, da bo praktično brez predsednika vlade. Je pa res, da je tu znotraj dosti špekulacij, kdo si pravzaprav od teh strank želi iti na volitve, kdo si ne želi, kdo samo blefira pred volivci, pred svojo bazo. Tako da ni čist enoznačno dogajanje znotraj tega kula in znotraj teh, ki pač poskušajo prevzeti oblast v Sloveniji. Je pa situacija, kot sem rekel, podobna na vsak način. Vsi želijo, da pač ta vlada pade. Bojan, če se zdaj pogledamo še medijsko situacijo, ne? Nekaj zanimivega mi je prišlo na misel, zdaj ko se pogovarjamo o tej naši jubilejni 500. oddaji Faktor. Namreč jaz sem celo življenje bil recimo pač na pol v politiki, pa čist drugje, nikoli nisem mislil, da bom delal v medijih, kaj šele, da bom vodil oddajo na televiziji. Vidva sta celo življenje praktično v medijih, zdaj tukaj v oddaji Faktor komentirata politične dogodke. Tebe so zadnjič spustili na RTV Slovenija 3, mislim, da po dolgih letih vlada, kolikor sem spremljal, ne spustijo niti tja, ne? Kako bi ti ocenil ali pa kako bi vidva ocenila pač to medijsko situacijo, ki jo imamo zdaj?
v Sloveniji z vidika teh vajinih dolgoletnih izkušenj? Dam Bojanu prednost. Ja, saj Bojan mogoče prvo pa... Pa ne vem, meni se zdi, no, tako da zdaj nisem pričakoval, da se bo tako radikalizirala ta medijska krajina, ne, po tolikih letih te formalne demokracije, ne, pač te parlamentarne demokracije. Jaz se spomnim takrat v 90-ih letih, ne, se to bo lahko Vlado potrdil, so bili mediji bistveno bolj pluralni, kot so zdaj. Ne samo tako nazven, tudi naznotraj. Vsaka redakcija je bila sama po sebi precej bolj pluralna, tako da so zelo različni članke, pa zelo različni televizijski prispevki so prihajali ven. Ne. Najbolj zlato obdobje je bilo tam konec 80-ih, začetku 90-ih. Danes je pa to, glej, zdaj kdorkoli, recimo, midva sva že skoraj 30 let, pa več kot 30 let v novinarstvu in verjetno lahko Vlado ima podobne občutke kot jaz. Ne. Jaz recimo sploh več ne rabim prebrati članka, preverjam samo avtorja, ne. Več že veš, Pa vem, kaj bo napisal, ali pa že celo naprej vem, kaj bo nek avtor, nek kolumnist napisal. Ne. Tako, mislim, tako preprosto in tako je zdaj to postavljeno in tako so vsi že vnaprej opredeljeni. Tako da je to, bom rekel, zdaj na nek način že blazno moreče. In vsakršni poskus neke neodvisne drže, pa česarkoli, ali pa tudi nekega, bom rekel, delovnega elana, malo večjega, kot ga kaže neko novinarsko povprečje, je tukaj obsojeno na neke blazne kritike. Ne. Ja, mislim, vse to je ravno tisto, kar smo se na začetku pogovarjali, da se vsak poskus nekega avtonomnega novinarstva, da se v bistvu radikalizirajo stvari, ne, da moraš biti ali na eni ali na drugi strani radikalno in potem imaš neko možnost in slovenska politika žal tu deluje po mafijskem principu, to se pravi, če si naš, te bomo zaščitili, če nisi naš, potem bo vsa politika šla proti tebi in bo obračunali s tabo in mislim, ne da bi hotel reči, da sem mogoče najbolj radikalno na svoji koži dal kaj lahko politika naredi z novinarstvom in da si nekega avtonomnega, neodvisnega novinarstva, ne vem, če si kdo želi v bistvu v slovenskem medijskem prostoru, ne vem, kako ti Bojan gleda. Ja, ampak je pa zanimivo to, da kljub temu, da je nastalo veliko medijev, zelo veliko medijev je nastalo v teh zadnjih letih, ne mislim zdaj zadnjih 5, pa v zadnjih 30 letih, ampak zdaj so se pa preprosto skoraj da vsi popolnoma popredalčkali, to se preprosto vidi. Ja, ker je to najbolj varno in najmanj tvegano, ker vse drugo je tvegano. V bistvu, in če nisi v nekem pedalčku, nekem balončku, imaš lahko res zelo blazne probleme, ne samo finančne, tudi fizične, moralne in tako, psihične in tako dalje. Tako da ni enostavno, še najbolj enostavno se mi zdi, je tako, kot funkcionira večina 95% nekih novinarjev, da preprosto funkcionira na tem, da objavi to, kar dobi iz nekih političnih struktur, iz nekih napol mafijskih zgodb, to preprosto da v mediji in na tem potem funkcionira. Ne. Ja, in da je pač vključen v eno ali drugo skupino, ker ima potem zaščito, ker drugače, če je v bistvu, bi rekel, na čistini, potem oboje streljajo na tebe in mislim pa, da za neko jaz gledam z nekega slivnikovskega, v bistvu smo bili v tej šole slivnikov in on je rekel vedno, ne, če gre cela karavana nekam in tudi mogoče da imajo prav v nekem trenutku, ampak je treba vedno malo drugačno opcijo postaviti, obrniti zadeve in nekaj, in drugače smo v bistvu v enoumju, mislim, je treba neko drugo perspektivo ponuditi, ne. Ja, in se mi zdi to zelo pomembno. Ja, to je v principu tudi, ne, rečemo zdaj neko še v faktor, to je bila recimo neka tržna niša faktorja, ne, da v bistvu ne razmišlja tako, kot razmišlja velika večina, ne, kot razmišlja kartel, ne, ampak tudi takrat, ne, se to sami vidimo, kada se ta medijski kartel v neki zažene, ne, z vsemi svojimi silami, takrat veš, da nekaj ne štima, ne. In je treba pač ponuditi neko drugo plat te zgodbe in je takoj, bom rekel, lahko narediš nek, koliko je toliko resen medij, ne. No, sej tu mi je, mogoče nisem pravi sogovornik za to 500 jubilejno oddajo. Ja, ker si bil voditelj, Vlado. Jaz sem bil na začetku voditelj, ampak potem moram priznati vama, da nisem spremljal oddaje in ne vem, spremljal sem pač te polemike na Twitterju in na družbenih omrežjih, ampak kar se tega tiče, mogoče bi moral biti do drugi gost nocoj na tem. No, jaz mislim, da se lahko še marsičem pogovarjamo, če ne prej pa v 1000 oddaji spet v tej sestavi, do takrat boš imel tudi, Vlado, ti čas, da oddajo bolj redno spremljaš. Za danes pa Vladimir Vodušek, Bojan Požar, najlepša hvala za vajine komentarje
gledalke, gledalci, to je bil jubilejni že 500. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, je Moravška dolina ekološka bomba. Naša gosta bosta župan Moravč, dr. Milan Balažic in ekolog Anton Komat. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.